Hallo? 3, 4, 6, 7. 3, 4, 6, 7. Hallo? Hallo, kdo? Mirko! 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 Kaj? Kaj počneš? Jaz? Nič. Kdo je klical? Kdaj? Malo prej. Nihče. A tako. Kje so cigarete? Na, Hvala. Koliko je ura? ura 7 je odbila, varte ogen, varte luč in Bog vam daj svojo pomoč. Koliko je ura? 7. Hvala. Pa si prepričan, da ni nihče telefoniral? Kdaj se jutro odpelješ? Nekaj čez 9. Aha, pa dobro se imej. Mirko! No kaj? O, zares. Bistveno za vašo ženskost. Stran 3. Zgladi vam trebušček in vam lepo oblikuje ritko. Gospodične, imate presuho ritko? Rešitev je oves v tabletkah. Uspeh zagotovljen. Kaj? Imate presuho ritko? Kaj? Rešitev je oves v tabletkah. Uspeh zagotovljen. Kaj pa čvekaš? Kava! Hvala. Na kaj zdaj ne misliš? Kako? Počakaj na organ. Občuduješ moje copate. Tvoje copate. Oh, pa ne, da sem se zmotil. Nažalost si se res. Oh. Sploh nisem vedela, da jih imaš. Aha, vse pa o tem je hec. Me boš jutri kaj pogrešal? Kje pa? Perfektno se bom zabaval. Res? Sploh ne bom imel časa, da bi mislil nate. Ja, tudi jaz se bom pogrešala. Res? Ja, prav zares. Si mislil, da te ne bom? Mirko. Mirko. Zakaj pa potem siliš k staršem? Ko pa moram, že celo večnost jih nisem videla. Aha, dolžnost torej. Delno, čisto slučajno imam tudi rada. Kakšna pa sta? Mislita mi bi bila všeč? Ne vem, že mogoče malce čudaška sta, vsaj oče. Mama se bo pa tako že prvič zaljubila vate. Odlično, torej lahko obiščem? Prej ali slej prav gotovo. Ker lahko jutri s tabo? Ne. Saj sem ti že rekla, ne pričakujeta te. Če si pa res tako srčno želiš, da bi jo videl, pa bova pa šla kakšno drugo nedeljo. Ampak moji copati, kakšni se ti zdijo? Kateri? Tile tu. So ti všeč? No ja, čisto v redu so, zakaj? Zanimalo me tvoje mnenje, to je vse. Oprosti, ampak včasih te res ne razumem. Res ne? Ne poglej, kakšen si danes, naravnost trudi se, da bi me spravil v slabo voljo. Neumnost. O, zares. V redu, blazno čudovite copate imaš. Hvala. Poslušaj, če me imaš dovolj, kar povej, tako ne bo več šlo naprej. Mislim, že nekaj dni si tako neznosen. Saj veš, da te potrebujem. Zares. Res ne vem, zakaj te še prenašam. Saj se te nisem naveličal. Bolje, da nisi. Bi še malo kave? Ja, prosim. Kdo stanuje v Vrbi, na Grajski ulici ob Kazinoju? No, kdo živi tam? Kje si dobil naslov? Zelo imenitno zveni. Vrba, Grajska ulica ob Kazinoju. Si stikal po mojih stvarih? Ne, Potem pa povej, kje si dobil naslov? Videti hočem. tule je napisan, poglej. Zelo imenitno zveni. Vrba, Grajska ulica ob Kazinoju. Kakšen znanec? Ne, To torej. moji starši. Aha, jaz slučajno vem, ki živijo moji starši. Naslov sem napisala za nekoga iz pisarne. Koga? Neko dekle. O, Pa ga je pozabila. že razumem. Dolgo jih že pozna, saj sta skupaj hodili v šolo.
razumem, okej. Hotela me pisat. V redu, dokazala si. V redu, bila če me rojstni list? Dej no. Njihov ročni list? In naprej. V redu, si zdaj srečen, zadovoljen, je vse v redu. O, kako čudovito. Lili, Kaj? povej mi no, zakaj me sploh prenašaš? Še sama ne vem. No? Najbrž zato, ker ti prenašaš mene. Za Boga, kakšna prekleta bedarija! Pa kaj ti je spet? Oprosti, žal mi je. No, poglej tole, časih se pa res obnašaš, kot da nisi normalen. Kaj delaš? Počisti. Halo, ja, prosim? Ja? Ne, ja, ne, najbrž ste klicali napačno številko. Ja, 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 nasvidenje. Mirko! Lili, medtem ko boš na tistem čudovitem obisku v Vrbi, na Grajski ulici ob Kazinoju. Mirko! No, Mirko! Spravi se. In ne pozabi svojih priljubljenih copat. a te, nočem jih. O, Madonna, vzemi vendar. Katere velikosti pa so? Samo zanima me. Kako pa ne jaz to vem? Če ne vem, 44. niso pravi, jaz nosim 43. Ti, to je pa precej čudno, a ne? Kaj pa? No to, da kupuješ 44, če v resnici nosiš 43. Saj jih nisem jaz kupil. Čigavi pa so potem? Ja ne vem, nekje so se valjali pa sem jih vzel. Kje? Pa tvojo posteljo. Oho! Pravzaprav pod najino posteljo. Zato torej. Bilo je vse skupaj precej nenavadno. Ko sem prele stal, sem bil še precej zaspan, pa sem posedel na robu postelje in iz navade zazvonil z nogami, da bi si nataknil copate in sem si mislil. Počasi, fant moj, ne hiti, to ni tvoje stanovanje, le brez panike. In potem nenadoma kot strela z jasnega, par tujih copat na mojih nogah. Res, grdo presenečenje. Ti pa prehitro delaš sklepe, se ti ne zdi? V tej zadevi s copati ne. Prav zares prehitro delaš sklepe. Mogoče včasih. Prav tako, kot si ne morem razložiti, zakaj ti, kadar vidne slušalko najprej rečeš ja, prosim, in potem ne. Kaj misliš s tem? No, kaj ti nekdo vpraša po telefonu, ko si dvigne slušalko? Ne vem, ne spominjam se več. A ne? Odgovorila si mu ja, prosim. Te mogoče vprašal, je to 3, 4, 5, 7? Mogoče nekaj takega pač. Pa ni mogoče, ker bi ti tem primeru odgovorila ne, to je 3, 4, 6, 7. Kaj hočeš reči s tem? Tja, mogoče te vprašal, če je to 2, 4, 6, 7 in se te bi zdelo, da je rekel 3, 4, 6, 7. Je bilo tako? Ne vem, najbrž sem narobe razumela. In je mislila, da govori s pravo številko? Ne, ni. Pa je moral, se si odgovorila, ja, prosim. Glej, če koga pokličem in mi ta na vprašanje, je to 2, 4, 6, 7, odgovori, ja, prosim, v skoraj verjamem. Kaj praviš? Saj takoj gotovi, da si zmotil. Torej bil moški. Kaj bi rekel? Ne vem, rekel je, si ti Foyt ali nekaj takega. Foyt? Ti si rekla ja in te vprašal, če si Foyt? Ne vem, mogoče je rekel tudi Greta, pač vprašal je, če je tam ta in ta, pa sem rekla, da ne. No, pa ne bo Greta. Kakorkoli želiš, samo da boš srečen. Mislim, da se bo tudi Foyt bolje počutil. Kakorkoli želiš, samo da boš srečen, si zdaj zadovoljen, je vse v redu, o, kako čudovito. Hvala. No pa si reciva naslednje, dobro se imej. A ja, in še nekaj. Jaz bi na to mesto še enkrat pogledal v posteljo. Morda pa lastnica pa če zmeraj tam. Ne zaupaš mi, neznosni postajaš, pa tudi oditi ti ni treba kar tako. Zakaj pa ne? Ker to ni fair. Se si hotela, da grem? Šel boš, kar bom jaz hotela. Prav. Ampak moji copati. Mirko, veš, da si nor, čisto nor, blazen. Če bi me zdaj ne pustil? Sej te ne bom. Lili, misliš, da se bova poročila? Veš, pa mišljeval sem. Morda pa sploh ne bi bila napačna, če bi se poročila. Pa ne misliš kar takoj? Ne mislim takoj. Hvala Bogu, ker potem bi se morala spet
odlično. Mislil sem resno. Pa kaj te naenkrat spet pičilo? Se veš, da sem precej ljubosumen. Malce si pa res. To ni posebno prijetno zate, zame še manj. Če pa bi se poročila, bi bilo morda bolje. Pa ne da me mogoče snubiš. Mislim, da, kot se vzame. Samo dvoje je mogoče, ja ali ne? Ja, snubim te. Ja, ne vem, kaj naj rečem. Saj te ljubim bolj kot kogarkoli doslej. In na koncu bom najbrž tudi rekla ja. Samo ne zdajle. To je pomembna odločitev, se ti ne zdi? Ja, je. Lili, če bi še ostalo obiskat tvoje starše, bi se... Ne, Mirko. Zakaj ne? Saj sem ti že rekla, ne pričakujeta te. Saj si jim povedala o meni. Si? Seveda, vendar te še zmeraj ne pričakujeta. Če bi te tako nenapovedano pripeljala sabo, mi mama do smrti ne bi odpustila. Razumi. Pridi, ljubček. Poglej, ljubček, saj mama na to ves ten samo zase. Obljubim, da se sploh ne bom več ganila iz hiše, če boš ti tako hotel. In tudi vso nedeljo. Jutri pa bom ves čas mislila samo nate in na to, kaj počneš. Ni treba, se bom tako samo spal. Pomisli, jaz pa moram jutri stati že ob 7, pa še nedelja je. Se boš vsej pošteno najedla. Ne vem, zakaj ne bi mogel s tabo. Pravijo, da znam ravnati starši. Mama bi padla v trans od samega navdušenja nad mano. Ravno kar sem se nečesa domislila. Česa? O tistih let copatih. No, Si poznal Jano? katero Jano? Tista, ki je živela tu z mano. Seveda nisi, odselila se je, ravno preden sva se spoznala. So copati njeni? Ne, imela pa je kužka. Kužka? No, pravzaprav psa. Copati so bili njegovi. Aha, razumem. Kakšne pasme pa je bil? Nemška doga? Ne. Bernardinec? Ne. Gorila? Ne, en tistih majhnih psičkov, kako jim že pravijo? Saj ni važno. Ampak če je imel samo dvoje nog, ubogi pes, je imel za psa svoje velikosti izredno velike tace. Chihuahua, ja, tako se jim reče. Počakaj me. Kam pa greš? Pogledat grem, če bom našel še drugi par. Ker če ga ne najdem, nocoj ne bom mogel spat. Ne, ne bo šlo. Ne. Si končal? Ravno kar. Si zdaj srečen? Ja, kar precej. Greva! Greva. Halo, ja, prosim? Veš kaj, zdaj te imam pa dovolj. Nehaj mi kar naprej telefonirati. Ja, tu je, ne, ker grem ven. Poslušaj, o vsem sva se pogovorila v četrtek. Pa sva se. Ne, ker grem ven. Ja. Greva? Ja! Je kaj narobe? Ne, nič, pojdiva! Ali ni ravno kar zvonil telefon? Ne, najprej se skrivam pri sosedu.
češplja marmelada, pa res ni nič posebnega. Ja, tudi meni ni posebno všeč. Zakaj si jo pa potem kupila? Glej, dragi, ko sem jo kupovala, na njej ni pisalo, da je slaba. Bi bila pa figova že dosti boljša. Lahko je govoriti. Ne, tudi mislim tako. Bi še čaj? Ja, če je še, bi prosim. Izvolim. Hvala. Greš danes igrat golf? Najbrž ne. Tako krasen dan je. Ja, je. Ob takem vremenu bi se lahko dobro zabaval. Kje? Tam pač, na keglišču. Na keglišču? Ne delaj se neumnega, saj veš, za golf. Na igrišču. Na igrišču. Igrišče za golf to je eno, keglišče pa drugo. Jaz na tvojem mestu bi šla. Dovolj, da sam odločim, kako bom preživel dopoldan. Prav, mislila sem samo, da bi se malo razvedril. Je bilo danes kaj pošte? Nažalost ne. Kako, prav nič? Prav nič. Aha, tukaj se pa nekdo izmika. Ne razumem. Glej, draga, v tej hiši si samo ti tista, ki dobiva pošto ob nedeljah. Kdo je že slišal kaj takega? Ob nedeljah postajam ljubosumen. To se je zgodilo samo 3-krat. Ti ni dovolj? Sicer pa danes pošte ni bilo. Pa je le čudno, da dobivaš pošto ob nedeljah. Zakaj? No, poglej, ves teden me ni. Ti pa dobiš pošto ravno v nedeljo, ko sem doma. Jaz že ne bi trpel tako slabe organizacije. Kako pa bi ti zorganiziral? Predvsem bi pisal takrat, ko moža ne bi bilo doma. Da ta ne bi nikoli izvedel. Morda pa dobivam pošto tudi med tednom. Že, ampak če jo dobivaš tudi v nedeljo, skoraj gotovo moram zvedeti. Se ti ne zdi? Zares slaba organizacija. Po čaru takele ljubezenske zadevice je namreč v tem, da nihče ne ve zanjo. Zate že mogoče. Govorim samo teoretično. Ja. Če bi se kdaj slučajno srečala s tem tvojim pismopiscem iz oči v oči, Ja. In? bilo bi precej zanimivo, se ti ne zdi? Ja, bi. Mislim, da se bom danes spravil na trg. Si ga zadnje čase sploh kaj gledala? Ne. Wow! Nekaj fantastičnega. Ampak morala bi najeti vrtnave ali vsaj nekoga, ki se spozna na te reči. Kaj pa tvoja simpatija, se takaj spozna na vrtnarstvo? Ne. Škoda. Morda bi se pa dobro obnesel. Pa se ne bo, ker ne zna. Mogoče bom šla na morje. Prosim? Mogoče bom šla na morje za nekaj dni. Zakaj? Za spremembo. Natalija me je povabila. Natalija? Ja, Natalija, moja sestrična. Povabila me je, da jo pridem obiskat. Sploh nisem vedel, da imaš kakšno sestrično Natalijo. Pa ja imam. No, pa pojedi. Misliš? Ja, pojedi. Včasih boš moral sam gospodiniti. Bo šlo? Bom že kako. Če hočeš, ti lahko ta čas gospodini gospa Hilda. Ne, bom že preživel brez Hilde. Peter! Te ženske ne trpim. Torej sva zmenjena. Prav.
ne ravno. Mene? Tudi. Tako. Hvala. Kako čudovit vrt imate? Še sanjalo se mi ni, da je to tako lepo. Saj je to Vrbagrajska ulica ob Kazinoju? Ja. Vam je tudi naše drevo všeč? O, ja, ravno kar sem ga občudoval. Drevesa so tako veličastna. Kraljevska. Sva se že kdaj videla? Ne da bi videl. Menda res ne. Sicer pa vem, da ste. Jaz sem Mirč. Silvija. Mirko. Silvija, me veseli. Me veseli. Me veseli. Izvolite. Hvala. Ste daleč? Iz mesta. A ste prišli z avtom? Ne, z vlakom. Prav za to priložnost sem šel zgodnji. Za to priložnost? Da se niste ustavili tu, da bi popili kozarec vode? Ne, zakaj? Veste, samo pomislila sem. To se večkrat zgodi. Res? Pa ne da so tu še kakšne toplice. Kje? Je tu pri vas. Oh, ne. Aha. Da sem prvi. Prvi? Ja. Kaj vas je več? Ne, samo še ona. Veste, ne veš, da sem tu. Ne ve. Ne. Verjetno me bo požrla od besa, ko me zagleda. Požrla. Upam, da vam nismo prehudo na Diego. Ne. Sploh ne. Veste, otrok me preseneti na postaji in jo malo prestrašiti. No, pa je da zamudila vlak in tako sem prišel kar sam. Sam. To je prvič letos, da imamo resnično vročino, kaj ne? Menda res. Neverjetno. Pardon? Popolnoma neverjetno. Žal vas ne razumem popolnoma. Upam, da mi ne boste zamerili, ampak mislil sem, da ste starejši. Starejša? Ja, precej starejši. Kako pa ste prišli na to idejo? Se vem neumno, ampak predstavljal sem si vas kot sivolaso babico. Kako ste prišli na to idejo? No, ne vem. Saj si predstavljam, tu je takšno kot je moja. Vaša kaj? Ja, mama! Ja, seveda, nenadoma sem tako neumna. Je že v redu, to je moja krivda. Če sem tu bila, vi postanem strašno nervozen. Zmeraj, ne samo zdajle. Ja, razumljivo. Morala bi že biti tukaj. Res? Sicer pa vam lahko kaj povem. Veste, sinoči sem zasnubil Lili. Rada bi se poročila. Res? Ja. Ja, čestitam! Pa niste nič zaskrbljeni? Kdo? Jaz? Ja. Zakaj? Nikoli se ne vi, ne? Ja, menda res ne. Pa mislite, glede na to, koliko veste o meni, kaj poznam ni mnogo, da bo šlo? Da bo šlo kaj? No, naj zakon vendar. Ja, zakaj pa ne? Videti ste zdravi, če se imata rada? O ja, zadosti. No, kaj precej. No, potem ne vem, zakaj ne bi šlo. O, krasno, saj sem videl, da se bova dobro razumela. Ampak ona je trdila, da boste kaj pomedleli o pogledu name. To je rekla. Ja, Se mislite Lili, ne? ja. Mislim, da vas ne pozna posebno dobro, kaj? Ne, sploh ne. Mogoče me pa hotela prestrašiti, da sploh ne bi prišel. Ja, na to še pomislil nisem. Na kaj? Na skrajno ljubosumnost, saj veste. Vem kaj? Da jo povzroči prezgodnja odstavitev od prsi. Aha, Pravijo, da umetna hrana nikoli ne more nadomestiti materinega mleka. tako pravijo. No, nekje sem prav o tem. Seveda pa nočem obligovati na vas. Upam. Niste nekaj rekli o kosilu? Hvala lepa. To je pa zelo prijatno od vas. Z veseljem. Mislim, da bi bil čas, da grem kuhat. Oprostite mi, prosim. Lahko pomagam? Verjemite mi, da sem pravi as za ljubljenje krompirja. No, če je tako, prav, hvala vam. Sploh ne vem, kje je moj mož. Pojdiva noter. Bom lahko pustil to kar tukaj? Ja, seveda. Upamo samo, da ne budeš ja. Oprostite. Bom lahko govoril z vašim možem? Seveda, ko bo končal. Prav gotovo vam bo lahko bolje pomagal kot jaz. Med nama rečeno, kakšen pa je?
težek. Težek? No, se veste, te zadeva. Sploh ne. Zadovoljen je z vsako hrano. Ne, mislil sem na tiste... Kakoli že. Edina stvar, ki ga ne prenese, je čebula. Čebula? Silvija! Silvija, kje bo? O, Želiš, dragec? ne najdem motike, Kakšna smola. bi rekel. Joj, Peter. Peter, to je Mirko. Mirko, to je moj mož Peter. Me veseli. Me veseli. Me veseli. Pravkar sem čudoval vaš vrt. Res? Ste se pa precej namučili z njim, kaj? Še kam? Sej ste stačalo, prekrasen je. Me veseli, da tako mislite. Vidim, da nimate nič čebule. Poznate mojo ženo? Seveda. Ja, hvala, celo klepetala sva že. A tako? Bi se zdaj rada o Mirko pogovorila? O čem pa? Mislim, da te hoče Mirko nekaj vprašati. Tako? Se zdi se mi. Kaj pa? Reši ga sam vprašaj, jaz grem. Zakaj? Mislim, da ti hoče Mirko povedati nekaj zelo intimnega. Res? Nekaj takega, ja. Sva se že kdaj srečala? Ne? Sedite. Sedite, gospod. Mirč. Mirko. Žena mi je povedala, da bi radi govorili z mano. Tako je. Aha. Tu ste se pa hudosko prijeli, kaj? Z vrtom. No, ja, seveda. Pravzaprav je vse skupaj malce nerodno. O, Menda sem se malo prenadil. Hočem reči, Davi, ko sem se zbudil, me je nenadoma prijela, da bi prišel sem k vam. No, pa sem prišel. to vidim. Ja. Torej vam ni ničesar povedala? Kdo? Ona. O čem? O naju. Mislite sebe in mene? Ne, sebe in njo. Vas in njo? Ja. Vas in njo? Hočete reči vas in njo? Ja. A tako torej. No, se zdaj spomnite, vam je povedala? Ja, povedala mi je o vas. Glede tega vam ni treba skrbeti. O, krasno, ste postane vse dosti lažje. Kaj postane lažje? No, moja zadeva, o kateri smo to govoriti z vami. Ja, povedala mi je. Pa tudi ta vaša pisma. Pisma? Ja, in vas je prijela, da bi prišli danes k meni, kaj? Ja. Lepo! Mnaj niste mislili, da vas bo fizično napadel? Naj vas pomirim, sploh nimam tega namena. Ne mislim se herojsko boriti, niti ne streljati. Se menda slutite, zakaj sem tu. Pustite mi, da samo ganem. Vse vam je treba. Veste, da bi se nisem mogel odločiti, ali ne pridem ali ne. Spraševal sem se, fan, imaš da bolj reči, da ga boš vprašal? Mislil sem si, kaj lahko izgubim. Mislim, da zelo malo. Tako je. Mislil sem, sveta Barbara, se me ne bo pa žal. No, in zdaj sem tu. Če bi me radi kaj vprašali, samo izvolite. Ja, seveda. Smemo vprašati, kakšni so vajni načrti glede bližnje prihodnosti. No, kako bi rekel, ne mudi se nama, nočeva se zaleteti. Če bi bilo vam prav, bi se poročila tam po Božiču. Poročila? Ja. Vi pa niste čisto brez humorja, mladi mož? Ja, na srečo. Mislim, da v novem zakonu lahko precej koristi. Prav zares. Trenutno zaslužim 900 € na mesec. Minus zavarovalnina. Pravijo pa, da sem v perspektivi, da bom po 15 letih gotovo napredoval. Predtem sem med drugim podajal čevlje, zavijal pakete vele blagovnici, vrtnaril pri satlarju, tam so me pustili. Bil sem tudi priložnostni pismonoša in železniški nosač. 900 €, 900, ja? No, s tem denarjem mi boste že lahko privoščili izdatno zeto. To je bistveno. Potrudil se bom, da bo kdaj pa kdaj padlo v tudi kakšno kosilo. Kaj mislite? Dvomim. Z 900 € minus zavarovalnina, že ne. No, ne vem. Jaz pa vem, saj sem jo imel do zdaj čas vzdrževati. Nekaterim se posreči. Že, a nekateri ljudje niso ona, veste? Ona je edinstvena. Unikat. Ja, res je. Nekoč sem se preračunal. Stane me 500 okroglih na teden, brez gospodinskih izdatkov. Vi hočete s tem povedati, da me zavračate samo zaradi denarnih razlogov? Jaz vas ne zavračam, mogoče vas bo pa ona. Saj ve, koliko zaslužim. Rekla je, da je pripravljena tvega. Pa tako? Ja, No prav, nadaljujte. torej niste proti? Saj nimam dosti izbire, se vam ne zdi? Torej se lahko poročiva? To pa ne.
Dovolite, dragi moji, da vam pojasnim svoje stališče. Zaradi mene lahko gresta kadarkoli in kamorkoli z mojim blagoslovom. Vendar naj nikakor ne mislim denarno podpirati in tudi poroka je pa popolnoma izključena. Torej vam je ljubše, da živiva na koruzi? Mnogo ljubše. Vi ste pa malo premaknjeni. Se vam zdi? Kaj pa narobe s poroko? Mislim, da je bolj važno, s kom se poročite. Končno ste le pokazali karte, tu sem dokončno odbit. Sploh ne. Oho, ja, se vem, kaj se pa mota po možgančki. A ja? A vi veste, da vam delam uslugo? Veste, da nisem prvi? Prosim? Ne, kolega, v današnjih dekletih niste na tekočem. Pa veste, s kom se je vlačila pred mano? Pred vami? Z nekim tipom, ki bi bil lahko oče tako. Kaj? Jaz sem si ga mislila vas pozvilo. Z nekim smrtljivim starcem, kakih 30 let starejšim od nje. Naveliča se je svoje žene prasec in hoče zasrati življenje. Slučajno imam dovolj rad, da mi ni vseeno, kaj se bo zgodilo z njo. 30 let? Najmanj. Neverjetno. Imam dokaz. Kje? Tu v torbi. Kaj? Pokazal vam bom. Počakajte, kaj? Hočete reči, da je imela še druge? Koliko jih je bilo? No, običajno število. Katero pa je to običajno število? No, ne vem, 4, 5. 4 ali 5? Najmanj. Moški? Ki je rekel? 4 ali 5 moški? No, jaz bi sosto najprej premislil, veste ga. Tako, upam, da nisem prišla v nepravem trenutku. O, stravo! Mislila sem, da bi nam vse skupaj prijel kozarček likerja in monine drave z dodatkom baldrijana. Hvala. Peter. Mirka, Najlepša hvala. prosim. No, pa na zdravje. Na zdravje. A ste se že naklepetala? Ja, razčistila sem nekaj zanimivih stališč. Upam, da z uspehom. Mislila sem, da bi kocili kaktu zunaj. Kaj pravite? Mirko, dragec, kaj je s tabo? Ali kerček ni v redu? Peterson, da veš. Oprosti. Peter. A ti veš, da sem založil motiko? Vem, ljubček, vse si mi že povedal. Pa in ti si nisi ti zadaj imela? Ne, Mora pa juti. za božjo voljo. Hej, pa pičilo. Nimam pojma. A sta se prepirala? Ne bi rekel, imela sva živahno debato. Ja, to ima res zelo rad. Posebno pa pri zajtrku ali pa v kinu. Zdi se mi, da imata precej zanimivih stališč. Res? Še niste opazili? Ja, najbolj sem se že tako navadila na nje, da jih sploh ne opazim več. Naprimer njegovo mnenje o zakonu. Res? Očitno ne verjame kaj dosti vam. Ja, to sem že večkrat opazila. Mislim, da s tem kljubuje meni. Je pa seveda tudi mogoče, da mu jaz nisem všeč. To pa prav gotovo ne. Mogoče sem bil preveč neotesan. Hočete, da zgradim vso zadevo? Ja, mogoče bi to pomagalo, če res hočete. Toplo vas bom priporočila. To je prava beseda. Torej, kar pojdite v kuhinjo, tako vam pridem povedati, kako je bilo. Kar naravnost, potem pa na levo. Ali bi mimo grede hoteli ugasiti pečico? Seveda! Pa zagotovo veste, kaj se spuščate? Takoj bom nazaj. Ja, Peter. Oprostite! Saj je to grajska ulica v Vrbi v kazinoju. Ja, prav ste prišli. Krasno. Dober dan. Dobar dan. Vam je všeč naše drevo? Ja, krasno je. Drevesa so tako veličastna. Ja. Kraljevska. Aha. Ja, pravzaprav iščem svojega moža. Morda se pa skriva v uti. Ja? Kadar je razburjen, se večkrat zapre v uto. Zakaj pa razburjen? Saj to je ravno tisto. Sploh ne vem zakaj, zato ga tudi iščem. Koga pa vi iščete? Oprostite, jaz sem Lili. Silvija, me veseli. Me veseli. Lili! Torej, vi ste Lili. Kaj me poznate? Ja. Vam je povedal? Ja, ravno kar pa vse vemo vas. A res? Ja. Vesela sem, da ste prišli. Skrbelo ga je že. Res? Ja, prav zares. Lili, ravno takšni ste, kot sem si vas predstavljala. Seveda, predstavljala iz njegovega pripovedovanja. Se mi ne boste zamerili, a mislim, da boste krasen par. Srčno upam, da se bo vse srečno končalo. Končalo? No, s poroko. Poroko? Tega vam pravzaprav ne bi smela povedati. Menda vam je
hotel se sam razložiti. Se boste ostali na kosilu? No, v bistvu sem... Krasno, krasno. Ali mislite, da bi lahko spregovorila nekaj besed z vašim možem? Z mojim možem? Ja, seveda. Oh, Lili. Lili, nista z mojim možem skupaj v službi? Bila sva to takole, tako že veste, ne? Če ni to nevredno, seveda, vem, sem pa res neumna. Nenadoma je vse jasno. Res? Mislila sem, da ste precej starejša. Lahko bi presegla, da je rekel, da ste pred upokojitvijo. Mogoče. Vas je bobome kot o stari gospodični Lilijani. Morda je mislila, da bom ljubosumna. Ja, mogoče. Počakajte, morda ga pa le najdem zdaj, ko zve, da ste vi tukaj. To ga bo gotovo znemirilo. Peter! Peter! Ja, Gospodična Lilijana je tu! no, Gospodična Lili! Že gre. Poglej, kdo je tu, nazadnje sem jo le spoznala. Stavim, da bi vidva rada poklepetala na samem. Že grem, dobro vidim, da sem odveč. Hvala. Upam, da se bo vse srečno končalo. Zdravo, Peter. Vidim, da si povedal. O naju nisi mislila, da boš. Saj nisem nič povedal. No pa le ve. Kaj? O naju. Si ti povedala? Ne, ti ni nič rekla. Ti besedice, o tej zadevi mislim o naju. Ravno kar mi je rekla, da sva čudovit par. Kdo? Ni videti, da bi imela kaj proti. Seveda ne, to si lahko mislim. Kaj je res tako malo mar zate? Ne, trenutno mislim na druge stvari. To je strašno, kako je izvedela? Kako ve? Zakaj si sinoči telefoniral? Hotel sem malo poklepetati. Še se ne poveš, se nisva dogovorila, da... Ja, sva se. A sedaj se je situacija malce spremenila, ne? Zato, ker ona ve. Zato, ker ona odhaja. Taja, te zapušča. Kako pa to veš? Povedala mi je, pravzaprav povedal mi je. Kdo? Tisti tip v kuhinji. Kdo? Ne vem. Postavil se je takole pred me in me hladno krvno kot le kaj vprašal, če se lahko poroči z njo. Poroči z mojo ženo. Ne. Kaj si ti storil? Ločitev seveda nisem privolil. Drugače smiva pa dal proste roke, da lahko gresta kamor hočeta. Lili, za naju je prišla ta priložnost naravnost z neba. Kako za naju? Ne, Peter, ne. Saj sva vse to že 100-krat premlela, nima smisla, da vse spet znova začneva. Lili. Ne. Našla sem si drugega. Vem, sinoči sem govoril z njim po telefonu. Ne razburjaj se, vse je v redu. Takoj, ko se je oglasil, sem odložil slušalko. Prekleto, Peter. No, ne razburjaj se. Ne, prekleto, to je resna zadeva. Seveda, prav to mi je všeč na tebi. Vse, kar delaš, vzameš tako resno. Morda, samo tokrat se bom najbrž poročila. Najbrž. Zasnubil me je. Poslušaj, Peter, če mi pokvariš to priložnost, ti tega ne bom nikoli odpustila. Je ljubosumen? Samo človeški. Pa ve, ki si zdaj. Zakaj? Samo zanima me, kaj bi storil, če bi vedel. Razložila bi mu, razumel bi me. Bi? Seveda bi. Zakaj mama potem nisi povedala, če je res tako videl? Kako pa veš, da nisem? No, torej si? Seveda ne. Kaj zdaj počne? Misli, da sem na obisku pri starših. Se ne bo nikoli izvedel. Kaj pa, če mu kdo pove? Pa mu ne bo. Izogibaš se me. Nehaj, ne držiš se dogovora. Opa se, v teden se ti nisem niti približal. Ni res, telefoniraš sredi noči, pošiljke rož, vse to govoričenje ne ostaneva prijatelja. Sedaj mi je dovolj, Peter, vrni mi tista pisma. Misliš, da bodo pri tebi bolj navadne kot tam, kjer so? Kje pa so? Navadne? Jih daš ali ne? Ne vem, ne boš verjela, a zelo sem navizananje. Če hočeš, lahko te imenuješ tudi sentimentalnost. Poslušaj, Peter, kaj hočeš doseči? Med nami je končano. Bilo je lepo, dekler je trajalo, a zdaj je konec. Žal mi je, da so se stvari s tvojo ženo tako zasukale, a koncev si vedel, kaj delaš. Ne moreš si misliti, kako sta bila prebrisana. Mnogo bolj kot midva. Poglej naju. Razbijala sva si glavo zaradi kar najbolj zanesljivih alibijev. Ta dva pa pisali mi je čisto odkrito. Ona mi je celo prebirala njegova pisma. Pa nisi nič rekel? Nis mi verjel. Pravzaprav sem jo večkrat obtožil, da si je vse skupaj samo izmislila. In še ta sploh ni prvi. Pred njim so bili še drugi. 5 vsega skupaj. 70 let jih na čelu. Sicer pa je od zdaj naprej njeno življenje samo njeno. Ji boš dovolil oditi? Saj sama tako hoče. Misliš, da bi si premislila, če bi ta hip počel k njej in se razložil nama? Morda pa čaka samo na to, da ji poveš resnico. Ne vem, ampak vprašanje je to, ali si jo sploh še želim nazaj, ne? Peter, moraš! Veš kaj, o tem bom še premislil. Kaj pa greš? Iskati
Peter, če ne poveš, bom šla se vam naklede. Lili! Mirko! Mi te že nestrpno čakamo. Kdo? Kako ti je všeč moj predpasnik? Mislim, da se mi kar dobro poda. Mamin je. Mamin? Danes imamo veliko dela. Kdo? Ja, jaz sem tvoji starši. Kaj praviš? Daj, no, daj, se ti ni treba tako skrbeti. Nič slabega nisem naredil. Mirko, idiot, se ste vendar prosila, da ne. Si morda malce mačkasta? Se sploh zavedaš, v kako strahotnem položaju sem? Zakaj strahotnem? Napredujem kot ogenj v strehi. Vse pri toj mami. Kaj se pa starega tiče, sem imela čisto prav. Res? Malo je ekscentričen. Ni bil preveč navdušen nad mojo idejo. Kaj, ko bi se še ti pogovorila z njim, poskusi? Bom. Krasno. Pod pogojem, da ti izgineš, ko bom govorila z njim. Seveda. Zdaj pa, kar se da diskretno izgini. Odpeli se s prvim vlakom, medtem pa bom jaz poskusila, kaj se da storiti. Tega pa ne morem. Moraš oditi! Povabil sem na kosilo. Moraš oditi! Moram nazaj v kuhinjo. Zapleten sem v širokopotezno operacijo valjenja testa. Kaj z mano? Mirko, Kaj? nekaj ti moram povedati. Kaj daj? Ko ti povem, me najbolj ne boš več hotel videti. Čisto prav imaš, ko mi ne zaupaš. O čem pa govoriš? Poskušam biti poštena do tebe, pa ne vem, kako ne začnem. Prvič, tista Silvija, tista ženska v kuhinji ni moja mati. Ni tvoja mama? Ni, nisem njena hčerka, sploh nisem v sorodu z njo, vrhu tega, Oh, je že v redu. Še nisem končala. Vse ti ni treba, že razumem, dragica. Res? Zato nisem hotela, da bi jo srečal, samo zato, te je ta občutek krivde preganjal samo zato, ker mi nisi upala povedati resnice. Ja. No prav, torej si ga ni tvoja mati in kaj potem? Se tega nihče ne ve, nihče te ne obsluja zaradi tega. Jaz pa ne imam. Samo reč bi morala, Mirko, nezakonska sem. Pa bi ti rekel, okej, prav, to je vse. Mirko! Daj pa reci. Kaj naj rečem? Reci nezakonska sem, daj no. Ne, Mirko! Nezakonska sem ponovi. Mirko, jaz tega ne... Nezakonska sem, daj no. Ne! Ne! Nezakonska sem. Nezakonska! Še. Nezakonska sem! Kdo pa še? Nezakonska sem! Tako še nekaj na ves glas. Nezakonska sem! Dobro popravljeno. Zdravo! Zdravo, prepirče. Kje pa? Boste dokončali testo? Seveda. Pridi, srček. Tukaj. No, tukaj, zdaj pa že lahko poznala pot do okoli. Dragi, si delal? Ja. Ne boš si lačen, kosilo bo takoj. Aha. Silvija, mislim, da bi se morala resno pogovoriti o nekaj stvarih. A misliš? Mislim, da. Peter, stol! Kaj si že govoril? Rad bi vedel kaj več o tvojih načrtih. No, ti pa res niso nič posebnega. Pogrenila bo mizo, potem pa šla spet v kuhinjo gledati, kako je s testom. Nisem mislil tako bližnje prihodnosti. Sploh pa ti ne treba biti udobna. No, kosilo, to je pravzaprav vse, kar moram. Za božjo voljo, Silvija, nehaj se izogibati odločitvam. Prej ali slej moramo pogledati stvarem v glas. Ne kriči, dragi, ne kriči. Čemu moramo pogledati v obraz? Tvoji prihodnosti. Kako misliš preživeti ostanek življenja? Peter, je kaj narobe za zavarovalnino? Ne, Silvija, prosim, govori z mano. Ne govorim ne o kosilu, ne o zavarovalnini. Govorim o tebi in o tistem kretenu v kuhinji. Katerem kretenu? O tistem mladeniču, ki me v mojem vrtu hladnokrvno prosi, če se lahko poroči z mojo ženo. S tvojo ženo? Misliš mene? Ja! Misliš Mirka? Ja! Mirka te prosi, če se lahko poroči z mano? Ne delaj se, kot da ne veš. Ja, meni tega prav gotovo ni nikoli omenil. Resnično, dragi. Mislim, da si se precej usekal. Ne vem, kako se ti je to posrečilo, a verjemi, da Mirko prav gotovo nima nobene želje, da bi se poročil z mano. Ne? Seveda ne, sploh pa je kaj takega popolnoma nemogoče. Saj je že zaročen. Ubogi fant, ni čudno, da je bil vzmešan. Kaj si mu pa ti rekel? Boš zatajila tudi drugih 5? Kaj? In 70-letnika? Kdo pa je spet to? Tvoj ljubimec? 70-letnik? Veš kaj, Peter, mislim, da boš moral odslej naprej nositi klabuka, da boš delal na soncu. Testo je razvaljeno tanko, koliko se le da. Krasno, krasno.
pridem. Oprostite mi. Prosim, ne zamirjate mojega moža. Mislim, da je malce utrujen. Prav. Zdravo. Zdravo. Pravkar sem premišljeval na enem pogovoru. Res? Ja, mislim, da je prišlo do majhnega nesporazuma. Res? Upam, da res. Tudi jaz. Vidite, iz razlogov, ki jih resnično ne morem upravičiti, sem mislil, seveda čisto zmotno, da ste se hoteli poročiti z mojo ženo. Mislite, da se hočem poročiti z vašo ženo? Ja, Saj je vaša žena že poročena, ne? je, ja, resnično. Ne vem, kako se mi vzeli ta misel. Zelo čudno. Ja, torej, se res ne boste? Kaj? Poročili z mojo ženo? Ne. O, dobro. Ko smo že pred tem, samo majhna podrobnost. Kaj pa? Če se še niste mislili poročiti z mojo ženo, s kom ste se pa potem hoteli? No, z vašo hčerko. Aha. Z mojo hčirko? Ja. Se res hočete poročiti z mojo hčirko? Če nimate nič proti? No, iz tega je pa spet nastal meni problem, veste? Res? Res mi je žal. Imam le samsko teto. Neporočena je in najbrž ne bo tisto, kar iščete. Potem je pa tu še ženina sestrična Natalija. Ne, zanima me samo vaša hčerka. Potem pa vse kaže, da nimate sreče. O, Lili! O, Videti sta tako slovesna. ja. Je kaj narobe? Tvoj oče bi mi rad poročil svojo teto. S kom? No, z vašo teto. S tvojo teto? Kaj pravite? Bo, kako sem trapasta. Stavim, da vaju niso niti primerno predstavili. No ja, vendar res ne. Očka, to je Mirko, tisti, o katerem sem ti že toliko pravila. Mirko, naj ti predstavim očeta. No, pa dober dan. Dobar dan, fant moj, dobar dan. Kasila! Ste vsi siti? Ja, hvala. Čudovito. No, potem je vse v redu. Samo trenutek grem še po kavo. Lahko pomagam? O, ne, zdaj je že kuhana. Samo prinesti jo moram. To pa reči, da ti je mama prima kuharca. Kaj ne? Odlična žena in odlična mati. Živite vse čas v deželi? O, ja, seveda, odkar je takole velika. Ja. Skoraj bi lahko rekel, da je tale vrt videl vas. Kaj ne, Lili? Ja. Veste, včasih ob dolgih poletnih večerih posedava z inovatorjem na tej terasi. Jaz s pipo, ona s svojim večnim pletenjem in obujava spomine na njo. Še danes jo vidim, kako leze čez tiste skale. Res? Kot deklica je bila precej smešna, zelo okrogla kot balonček. Res? Bila je že skoraj debela, prav gotovo pa čez normalno težo. Očka gre kot ponavadi že spet predaleč. Z matorjo sva bila kar v skrbeh. Bila je kot žoga. No, človek si ne bi nikoli mislil. Lili, se spominjaš imena, ki smo ti ga dali? Se spominjaš? Ne, očka. No, kako ste pa klicali? Nič posebnega, nič posebnega. No, kako? Jumbo. Žumbo! Jumbo? Lili! Čumbo, Lili, taj pa dobra. Zdelo se mi je zelo smešno. Kako zelo otročje. Seveda, saj si tudi ti bila samo otrok, ne? Zdaj nisem
očka! Pa ploske noge je imela, zelo dobro se jih spominjam, njenih velikih ploskih podplatov, kjerkoli je odila je to potala kot slon. Saj ni res! Ej pa ti veš, takrat si bila še pa majhna. No, takrat se pa resnično precej spremenila. O ja, seveda. Če bi poznali kot otroka, vedno namazana z marmelado okrog ust, ali pa z mozolji po obrazu, ali pa vegastimi zobmi. Očka, prosim, utihni, Mirka to niti najmanj ne zanima. Mogoče pa najdem še kakšno njeno fotografijo. Mislim, da vas mora zanimale. Tako, kabica. Ha? Kar povejte, kakšno želite? Belo ali črno? Lili. Črno. Tako sem vesela, da smo kosili zunaj. Notri je tako zadohlo. Mirko? Belo. Hvala. Ja, res škoda, da morava z Mirkom tako kraljo biti. Res? Kakšna škoda. Ne ozirajte se na naju. Za popoldan tako nimava ničesar v načrtu. Kaj na Peter? Čakaj, kaj ne greva ven? Ne, kam pa ne bi šla? O, pozabil sem ti povedati. Sosedovi so telefonirali, povabili so naju na čaj. Ob kateri uri? Takoj po kosilu. Mislila sem, da so v Italiji. Včeraj so se vrnili. Ampak odšli so šele v sredo. Finančne težave. Kakšna škoda. A ne, mislil sem, da bi šla malo potelažit. Tako so se veselili. Menda bova res morala tja na obisk, žal mi je. Je že v redu. Tako mi je neprijetno, kot da bi se vaju hotela znebiti. Sploh ne, res morava iti. Zakaj? Ker morava. Kaj? Morava. Zakaj? Lili, a živita v mestu? Jaz sem čez mene isto stanovanje. Isto stanovanje, kakšno pa je? Ja, vidva še nikoli nista bila pri meni. Ne, nisva. Noben nad naju. No, prej ali slej morata priti. Kaj ne, Mirka? Ja. Hvala, pa ne bi bila rada na poto. Ne, zmeraj sta dobrodošla. Lilija, ste rojeni v mestu ali na deželi? Počasi. Ja, na redu. Lili. Samo kava. Bi lahko dobila kozarec gore? Kaj ga prinese? Ne. Je že v redu, bom že sama. Morala bi z njo. Saj bo vse dobro. Revica, kar navezala sem se na njo, Peter. Jo kaj pogrešate? Ha? Hočem reči, bi vam bilo všeč, če bi živela bliže vas kot v mestu? To je njena stvar. Igrate tarok, Mirka? Žal ne. Kakšna škoda, ko smo že 4. Ko že govorimo o vlakih, mislim, da imata čez 1 uro ugodno vezo. Res? Ja, če se učita mirno sprehoditi do postaje, uživati v sprehodu, se naučiti sonca, se dobro nadihati svežega zraka, pogledati malo po vasi, si pretegniti noge, bi se skoraj morala odpraviti. Prav. Peter, do postaje vendar samo 5 minut. Če nočeta divjati, potrebujeta nekaj več časa. Ja, v tem primeru Res se ne mudi. ne bodite oskrbeli zaradi nje. Bom že pazil na njo, da ne bo zopet kakih težav. Težav? Je imela težave? Ja, po svoje že. Kaj pa je bilo, prosim, povejte. Pa ni povedala. Niti besedice. Potem pa ne vem, če bom smel povedati. Mislim, da skoraj ne bi smeli, Mirko. Saj mi nekaj dosti zaupala. Vendar mi dala razumeti, da se je zapletla z nekim starejšim moškim. Res? A vse kaže, da jo je izigral. Izigral. Bil je poročen in tako dalje. Vendar je bila dovolj pametna, da je napravila konec. Popolnoma prav je storila. No, Ja, dragi. nič. Ubogo, dekle, si slišal, Peter? Ja, hotel sem reči, da ima vsaka stvar dve plati. Na njegove pač sama sebičnost bi rekla. No, ne vem. Jaz pa vem. Kako da veš? Vse vendar očitno, kaj pa bi lahko dal? Gre za to, kakšen človek je bil. To ne spremeni stvari. Kaj pa če je bil izreden? Če bi bil res tako izreden, ne bi varal svoje žene. Razen če je bila neizredna. Sam se je kriv, če je res bila. Najbrž je bil srečen z njo, ko se je poučil. Mogoče ga je pa razočarala, lahko se je delala, da je kaj, kar ni bila in se šele pozneje pokazala v pravi luči. Najbrž je bilo z njim ravno tako. Mogoče? Ampak ona se ni vlačila okrog in ga ni varala za njegovim mrtvom, ne? Kako ne vem, to je tvoja verzija. Ne vem, se bo nadnevam, tako kot ti. Kdo pravi, da domnevam? Pa ne boš rekel, da ne domnevaš. No ja, saj domnevam. Hotel sem samo povedati, da ima vsaka stvar dve plati. Mislim, da sem dokazal svoje stališče. Ničesar nisi dokazal. Povsem jasno je, kakšen človek je bil. Sploh ne! Kakšen tujen poslovnež, ki je zrabil mlado dekle samo zato, ker
ker se je dolgočasil. Stavim, da se je res dolgočasil. In je zavrgal kot star škorn, ko se je Si naveličal. mogoče kdaj pomislila, da ga je zapeljala? Daj no, Ne bi rekel. seveda ne. Saj ne veste, kaj se je v resnici zgodilo. Kaj, ti veš? Ne, a mislim si. Mencala je po pisarni, v pretesni in prekleto nespodobni kratki obleki, se je ves čas smehljala, boječe in drzno hkrati. No, tako jo pobuntaš, tako jo ganeš, da rekle kaj hoče, če se obnaša kot se ona. Pa je novina kar je hotela, saj mislim tako. Oprostita mi, moram popiti kozarec vode, oprostita. Že dolgo ga nisem videla takšnega. Ljubi Bog, bil je pa osebno prizadet. Upam, da mi ne boste zamerili, a včasih se mi zdi pa res malce neravnovešen. A ste tudi vi to opazili? Ja, kdo pa ne bi? Pa tudi tisto z njimi. Poglejmo resnici v oči. Se je ona toliko njegova hči kot vaša. Moja? Ja, Pa sej ni moja hči, ona ni moja hči. Moja hči se ne mislite resno. da ni vaša hči. Sploh nismo sorodu. Zakaj hočete posesti nekaj izbrisati, kar ste dobili pred 25 leti? Kakšen smisel ima vse to? Zdaj pa čisto nič več ne razumem. Govoriva o vedenju vašega moža, medtem ko je vaša dvakrat bolj nevarno. Ni čudno, da si je skoraj ničila življenje. Oče moralni šizofrenik, mati pa je to moče priznati. Še enkrat ponavljam, nisem njena mati. Se sploh zavedate, kaj govorite? Upam, da se. Samo da se. Pravim, da nisem njena mati, to bi pa res morala vedeti. Ni čudno, da me je skušala odvrniti. Jaz sem se njeni koži prostovoljno prijavil v svojo tišnico. A še ne boste končali, nihče vas ne prosi, da pridete. Pa še res je. Koliko vem, tudi njene, oba sta vrla, sem nepovabljena. Saj že grem. In dobila sta za stol kosilo. Oprostite, ker vam še nisem plačal. Bodite smešni. Ustrajam. Bo 20 evrov dovolj za oba? Vprašala sem samo, zakaj neki ste prišli. Tako. Z Bogom. A kaj pa vaši copati? Copati? Saj niso moji. Ja, čigavi pa so. Ja ne vem. Valjali sem si pod posteljo, pa sem jih vzel. Kaj pa ne z njimi? Ne, svojemu možu. Hvala, saj ima že pa ravno takih. No, nazadnje si je Leo pomogla. A prostite, nisem mogla do same. Je se bolje. Je, hvala. Mirko. Nekaj zavohala. Kaj misliš s tem? Mislim, da ve. Te grabi panika. Sploh ne. Ne sekiraj se, za Boga že tako čez nekaj minut izginila. Mu boš povedala resnico? Nekega dne že. Torej, se zares mislita poročiti. Ja, Zmešalo se ti je. že mogoče. Bi rada, da se tudi jaz primerno izkažem. Ja, Mislim kot oče. Peter. Na poroko mislim. Ne mislim te povabiti. Ne? Ne bi te hotela niti za zvonarja. No. Poročila se bova. Res? Mirno na poročnem uradu. Česa ne poveš in kdo bo dovolil? Dovolil, saj sem že zdavnaj polnoletna. Ja in? Kdo ti bo zapričal? Razumeš, kaj mislim? Zadeva lahko postane precej neprijetna, če hči ne spoštuje očetove želje. Opozarjam te, Peter, roke stran. Je še kje kakšen krožnik? Daj ne greva, Mirko. Samo trenutek. Poberi svoje stvari. Zakaj pa ne neka taka naglica? Z Mirkom še nisva končala pogovora. Pa ga tudi ne bosta. Zakaj ne? Kaj ti tako nima povedati nič posebnega? No, Lili, kako pa govoriš o očetu? Ti, z Bogom, pa ne greva. Ni. Mislim, da imam pravico povedati besedico ali dve. Seveda. Si jih že povedal. Z dovoljenjem, Lili. Kolikor sem razumel, se mislita poročiti. Je tako? Aha, kocka je padla. Ja, hvala. Vidite, Mirko, rad bi vprašal in mislim, da je boste lahko pomagali odgovoriti. Ali se sploh zna pravilno odločiti o tako važni stvari, kot je poroka? Ah, dajmo, nehaj že. Vem, ti misliš, da se znaš. Na začetku vsi tako mislimo. Saj ni več otrok, pa lahko se sama odloči. Čisto sama. Kaj pa, če ste vi rahlo vplivali na njo? Pa me ne niste, da sem kakorkoli vplival na njo. Mirko, nekaj vas bom vprašal. Odgovorite mi po resnici. Kaj ne bi bili veliko srečnejši, če bi vedeli, da se je odločila popolnoma sama? To je povsem nepotrebna debata. Mirka sprašujem. O čem pa sploh govorita? Samo sekundo, Lili, nekaj je na tem, kar pravi. Zelo smo skrbeli za vaju. Ja, hvala. Ja, hvala, no. Lahko nekaj predlagam? Ne smeš. No, Lili, ne praskaj še preden sem začel. Pusti svojemu očetu nekaj besed. Čez približno en mesec pojdem na krajše poslovno potovanje po celini. Trajalo bo približno 6 tednov.
Po Franciji, Nemčiji, Italiji, Švici, Nizozemski, Danski in Švedski. Kako lepo. Mislim, da ne bi bilo slabo, če bi šla tudi ti zraven. Kaj? Rad bi, da bi šla z mano. Kaj? Prav to potrebuješ. Tako potovanje ti bo odprlo obzorja. Nabrala si boš še več izkušenj. Kaj ne, Mirko? Ne. Za 6 tednov? To pa res ni dolgo. V 6 tednih se lahko marsikaj zgodi. Česa ne poveš? Vem, da mnogo zahtevam od vas, Mirko. Vso pravico imate, da rečete ne. No, prav. Mirko! Hvala. Mirko, mi naj ne boš dovolil, saj si nor! No, ne vem. Reci, da nočeš! No, ne vem, hočem reči. Ja, spi. Pošli ga nekam! No, Lili. Počasi, Lili. Ti me kar tako pošiljaš na potovanje s tem! Saj ne s tujcem. Samo svojim očetom. Ti nehaj že! Saj bi vam pisala. Zmeraj mi piše, kadar je z doma. Nehaj! Čudovita pisma. Vsaj imam spravljena. Nekoč vam jih bom dal prebrat, Mirko, ko bova sama. Sedi, dragica. To je vendar čudovita priložnost zate. Obljubim ti, da boš uživala vsako minuto. Uživala kaj? No, ravno pravim času za slovo. Kaj pa jaz z vami? Mislila sem, da mi boste pomagali. Opustite, zaklepetal sem se. Kaj pa ne bi Lili tako uživala? Zdaj po Evropi. Res, kako čudovito! Samo ona se ne strinja. Oh, Lili, če bi jaz imela tako priložnost, ko sem bila v vaših letih, šla bi kot raketa. Kam pa misliš potovati? Sama? Ja, oba sta. Oba? Ja, vaš mož hoče vzeti sabo na poslovno potovanje. Saj to še ni nič. A ja, Ne razumi me napake, posli seveda. seveda. To je vse. Stavim, da je to tvoja zamisel. Ja, ne, ja, po svoje. Mislim, da je to čudovita ideja. Res tako misliš? Ja, Zakaj? mislim, da bi se oče moral uživati. Jaz pa mislim, da iz vsega tega tako ali tako ne bo nič. Zakaj? Nisem posebno navdušena, to je vse. Ne morem verjeti. Kam pa ne bi šla? Nič določenega. Francija, Nemčija, Italija, Španija, Švica, Nizozemska, Danska in Švedska. In ti nisi navdušena? Ne. Kaj pa vi, Mirko? No, vse odvisno samo od Lili. Ja, mora iti. To pomeni, da bo samo za kratek čas odložila poroko. Zakaj pa to? Ja, če ne bo tukaj, Kdaj pa gresta? Čez en mesec, še sploh greva. No, potem je vendar dovolj časa za poroko. ne vem, če bi bilo mišljeno tako. Sej vendar očitno. Kaj ne, očka? Kaj? Naj se čim prej poročita. O, ja, ja. Namesto na poslovno potovanje, na medene tedne, namesto Petra grem Mirko. To je pa seveda druga pesem. Ne. Oh, ti zlati očka. Mua. O, ti neumni očka. To je lahko? Peter. Kaj? O, ja, seveda. Hvala, očka! In hvala tudi tebi, mami. Prihodnje pa dobro pazi nase, boš? Prav. Kdo ve, kdaj se bomo spet videli? Se bom tako še počel, da spominiva do konca. Mislim, da je vse jasno. No, ne vem, če se natančno Luke plača. Ja, očka! Mirko, ne pozabi nas crknič. Pa piši takaj. Boba, mami, z Bogom, očka, pazi na mami, mož. Kot zmeraj. Veseli me, da sem vas poznal. Z Bogom! Z Bogom! Z Bogom. Ljubek par sta, kar navdušena sem nad njima. Pa ti, Mirko, Peter. Nor sem na nju. Seveda, popolnoma neprimerna drug za drugega. Absolutno neprimerna. Prav gotovo bo to porazen zakon. A dokler bo trajal, se boste imela čudovito. Torej bova pila čaj, a ne? Torej bova pila čaj, kak tukaj? Silvija, kaj pa tile delajo tukaj? Ne vem, mislim, da už prihodnje mora bolje paziti na svoje stvari. Na moje stvari? Ja, Tile niso moji. seveda so, sama sem jih kupila. Pa niso, saj so res zelo podobni. Ista številka, ista oblika. Torej so tvoji. Ne, podloga je bila drugačna. A, Na mojih je bila rdeča. res. A, Bog. Kaj? Nič. A čigave so potem tile? Ha, bi rad vedel,